Jaz bi za uvod najprej osvetlila v bistvu neko razmišljanje o pojavih rasizma in pol v drugem delu prešla na nekaj rezultatov iz tega projekta. Pa bi začela z refleksijo, da je v obdobju po drugi svetovni vojni nekje do 80 let prejšnjega stoletja, v tem obdobju tako imenovanega, ko rečemo, povojnega rekonstrukcionizma, ko je nekako vladal optimizem glede gospodarske rasti, glede nizke brezposelnosti, nazadnje tudi konsolidacija države blaginje, da so nekako v tem obdobju podatki kažejo na nizko stopnjo v bistvu volilne udeležbe oziroma volilnega glasu za skrajno ekstremistične stranke. Potem se pa trend v 80-ih letih obrne in narašča praktično do danes. Še posebej v zadnjem desetletju vidimo, da seveda postanejo skrajno desne rasistične politične stranke, se nekako prestavijo iz obskurnosti v, lahko rečemo, politični mainstream. In tukaj se mi zdi, da so evropske volitve, zadnje evropske volitve v bistvu to zelo jasno pokazale. Tu bi izpostavila, da ne gre samo za obujanje nacizma, fašizma iz vojnega obdobja, ampak da gre v bistvu za neke nove formacije rasizma tega časa, postindustrijske družbe, ki se spogleduje, lahko rečemo, tudi za nekim tečerjanskim ali pa reganovskim neoliberalizmom. Se mi zdi pomembno narediti to povezavo med rasizmom in tudi ekonomsko situacijo. Se pravi, v tem obdobju 80-ih let se začne tematizirati rasizem kot novi rasizem, kot neorasizem, pojavljajo se ti termini, ki na nek način označujejo procese, ki jim lahko rečemo kulturacija rasizma, ko v bistvu rasa kot biološka kategorija, rasizem kot ekstremizem, ki je nekako preokupiran z odnosi med rasami, kot mu lahko tudi kritično rečemo, barvni rasizem, ni več edini prevladujoč proces v procesih, lahko rečemo, neke sodobne rasizacije, v zadnjih 2-3 desetletjih, to, kar gledamo. Zato smo nekako pri projektu zasledovali to idejo, da je pri proučevanju rasizma potreben premik od, bi rekla, samo nekega empiričnega ugotavljanja, kdo so ciljne skupine rasizacije, pri tem pa seveda ne mislim, da to ni pomembno, seveda obstajajo te ciljne skupine, jih lahko zelo jasno definiramo po etničnosti, po spolu, po seksualni usmerjenosti in tako naprej, ampak se mi zdi, da je potrebno pri proučevanju rasizma iti na to institucionalno dimenzijo, iti na proučevanje procesov, struktur rasizacije in tudi posledic oziroma učinkov, ki jih ti procesi imajo na državljane in državljanke in ki nenazadnje pripeljejo potem do diskriminacije, podrejanja, izkoriščanja, odsotnosti pravic in tako naprej. Se pravi, rasizem seveda ne sloni samo na rasni tipologiji, čeprav, kot bomo tudi videli v nadaljevanju, ta seveda ne izginja, ampak je ključno, da jo lociramo v ekonomske, socialne, politične odnose in torej tako prepoznamo, da nekako funkcionira na tej institucionalni, strukturni ravni sodobne družbe. Tukaj bi tudi izpostavila, da rasizma ne velja reducirati na ekscesne primere, na ekscesne primere ekstremističnih skupin, ki jih je seveda treba tematizirati, problematizirati, nacistične, neonacistične skupine, ampak spet, da je treba rasizem tematizirati v kontekstu zatona države blaginje, da ga je treba tematizirati v kontekstu zatona socialnih politik, sprememb, ki se dogajajo na področju izobraževanja, nenazadnje. Vse to se mi zdi, da lahko z vsem tem širokim kontekstom bi veljalo pojasnjevati to, kar se zdaj ta teden dogaja v predmestju Italije, ko se pač revno prebivalstvo, ki tam živi že desetletja, nekako bi rekla, upira proti migrantski populaciji, češ da ima privilegije in tako naprej. Ampak to
te procese, ne, ki bi jih lahko razumeli, mislim, ki jih moramo razumeti kot procese tudi rasizacije, rasizma, imajo pa zelo jasno, reka, ekonomsko ozadje. Ne. Zdaj, v projektu smo se ukvarjali z povezavo rasizma z populizmom. To nam je bilo ključno. Gledali smo populizem, bi rekla, kot neko strategijo, kot neko politično tehnologijo, ki jo danes uporabljajo stranke, bi rekla, čez cel političen spektr. Ne? In da populizem nastopa v bistvu kot neka zelo prilagodljiva ideologija, ne, ki se odraža recimo v političnem slogu, v uporabi metafor, v uporabi jezika, ki deluje zelo pogosto na ta način, da zapira prostor za argumentacijo, ima pa hkrati učinke v apelu na ljudstvo, na množico, ne, na ta common sense in v tem apelu na maso, na množico, je populistični rasizem, kot mu lahko rečemo danes v strankarski politiki, zelo uspešen. Ne. Ta pojem populizma, da ga vpeljemo v te novodobne procese rasizacije, se mi zdi zanimiv zato, ker lahko z njim pojasnimo to, kar danes bi rekli lahko skrajna desnica počne, zdaj, če govorim o parlamentarni, o mainstream politični skrajni desnici, namreč, da govori z demokratične perspektive. In mislim, da je ta obrat uspelo narediti ravno na točki te neke spremenjene politične retorike, ki jo lahko zajamemo s tem populističnim, z nekim tipom populistične politike, ki ga vidimo, da je v porastu v zadnjih dveh desetletjih. Ne. Namreč, ta skrajna desnica, ne, če danes pogledamo, se sklicuje na toleranco, zagovarja liberalne vrednote, kar bi se upala trditi, ne, da pred desetletjem dvema ni bila situacija. Ne. Tako da tukaj gre za neke nove procese, ne, da vidimo, da se torej da se uporabi diskurs človekovih pravic, diskurs demokracije, strpnosti, tolerance za to, da se zagovarja izgon migrantov, da se zagovarja izbris in tako naprej. Ne. In tukaj mislim, da je ta, bi se upala reči, tudi neka nevarna situacija, za katero lahko rečemo, da pripelje do neke legitimizacije rasizma, ne, da postaja v bistvu sprejemljiv. Ne, in to se mi zdi, da je uspelo ravno s to povezavo rasizma z populizmom in pa tudi to, kar sem uvodoma omenila, ne, ta menjava rase za kulturo, ki se zgodi v 80-ih letih, ta proces kulturacije rasizma. Danes tudi vidimo, da ravno to sklicevanje na kulturo, ne, je pogosto tisto sklicevanje strani ekstremističnih skupin, na podlagi katerega zanikajo kakršenkoli rasističen namen. Ne, saj nam ne gre za rasizem. Ne. Mi samo skrbimo, ne, za narod, za identiteto, za jezik in tako naprej. Ne. In ta obrat je nastal ravno s to zlorabo nekako bi rekla pojma kulture. Ne. Ko se rasizem, bi rekla, torej, kot rečeno, ne govori iz te demokratične perspektive, ga ne moramo zagrabiti in mimogrede poslušamo danes, ne, v Evropi in v Evropskem parlamentu, ne, da mimogrede zanikaš holokaust, zanikaš nacizem in se hkrati ogradiš, ne, od nacistične ali pa rasistične ideologije. Ne. To je možno in to mislim, to vse dogaja in to mislim, da je to, čemer bi lahko rekli mislim, vsaj jaz ko vidim, no, kot neko novo manifestacijo rasizma, ne, ravno ta njena moderacija, njena domnevna demokratizacija, ne, in kot rečeno, ne, postajanje nečesa sprejemljivega, ne, nekaj, kar ne vzbuja več alarma, kot ga je mogoče pred desetletjem dvema. Ne. Zdaj, to sem imela nekako za ta uvodni premislek, ne, o samem pojmu, o neki evoluciji tega pojma. Zdaj, kar smo v projektu tudi ugotavljali, ne, poleg tega ključnega momenta obrata k demokratizaciji, ne, seveda tudi delovanje, ki je uperjeno proti manjšinskim skupinam ob, kot sem rekla, zanikanju rasističnega namena.
Zaznali smo ta sindrom meritokracije. Namreč rasistično politiko je potrebno povezovati z ekonomijo, z nekimi načeli neoliberalne politike, ki gradi na meritokratskih načelih. To so pa načela, ki odgovornost za nastalo situacijo, ekonomsko situacijo, recimo individualno revščino, brezposelnost, ne, projicirajo na posameznika, ne, v odsotnosti kritičnega premisleka strukturnih relacij. Ne. Tu je, in to vidimo, ne, na tem seveda pač se reproducira neoliberalizem. Ne. In to, kar sem že rekla, simplificiran politični slog, odsotnost, bi lahko rekli politike, odsotnost argumentacije, kult voditelja, to je zelo prisoten kot moment rasističnega populizma, populističnega rasizma. Skratka, kult vodje, ta hierarhična struktura v gibanjih, v političnih strankah. Žrtven diskurs je tudi nekaj, kar se pojavlja, ne, smo žrtve medijev, smo žrtve migrantov in tako naprej. Antimultikulturalizem, revizionizem, se pravi revizija preteklosti in podobno. To so vse nekak značilnosti, če pogledamo delovanje, jaz bom tukaj govorila o političnih strankah, o političnem establishmentu in bom zdaj šla v zadnjih 5 minutah te moje intervence v empirijo. Zdaj mi smo zbrali ogromno nekih podatkov, jaz se bom osredotočila na nekaj njih. Del raziskave je zajel analizo spletnih mest političnih strank v teh 9 državah, ki jih je Žiga prej omenjal. Analizirali smo spletna mesta v teh državah. N je bil 275, to je 275 političnih strank je bilo v našem vzorcu. Tukaj na hitro pogledamo, da smo te stranke umestili v spekter političnega delovanja in vidimo, ne, zelo, da nekako smo poskušali zaobjeti celoten spekter, od desnice, levice, sredine in tako naprej. Ne. Zanimal nas je ta dinamika populizma, rasizma čez cel političen establishment. Ne. Glede na vrednotno ideološko orientacijo, še ključen podatek, no, v bistvu spletna mesta, analiza spletnih mest je potekala z analizo besedil. Imeli smo kodirni list, čisto metodološka opaska in smo pač analizirali besedila, ki jih politične stranke objavljajo na spletu. Se pravi, tukaj je še en graf, kjer pokaže nekako, da so se te politične stranke, ki smo jih zavzeli v vzorec, se samo definirajo. Tukaj smo iskali, kako same sebe definirajo. Na točki zelo različnih ideologij, od socialne demokracije, nacionalizma, liberalizma, kar je spet to, no, da smo želeli zaobjeti cel spekter. Ne. Zdaj bi pa šla na to. Tukaj smo križali imamo spekter političnega delovanja, se pravi, kam se stranka umešča, ne? Od skrajne desnice prek sredine, prek levice do skrajne levice in kako se glede na to umeščenost pozicionira vrednotno ideološko. Zdaj tukaj, če pogledamo recimo stranke, ki se umeščajo desno od centra, ne? To je ta pas, vidimo, da zasledujejo ideologijo, ki je povezana z krščanskim konzervativizmom, ki je povezana z konzervativizmom. Zanimivo tudi, ne, da smo ugotavljali, da se stranke povezane s centrom in z desnim centrom umeščajo oziroma povezujejo tudi z liberalizmom. Ne, to je tudi nekak argument o tem, da se tudi, bi rekla, na določeni točki, ne, razlike med neko skupino strank, ne, da se izginejo. Tukaj vidimo, da je zadeva zelo razpršena. Ne. Če pogledamo levico, ne, tudi vidimo, ne, stranke, ki se umeščajo na levico, ne, od nekih vrednotnih orientacij, ki so povezane z socialno demokracijo, ki so povezane z okoljsko politiko, ki so povezane z liberalizmom. Ne, ampak kaj v tem grafu, tisto, kar se v bistvu najbolj pokaže, je ta povezava. Ne. Je stranke, ki se umeščajo na skrajno desnico, ne, odstotek je tukaj je N, na tej strani imamo N, tukaj so odstotki. Vidimo, da jih 78% teh strank
ne nakazuje zelo jasno nacionalistično ideologijo. Ne. Tu se pokažejo razlike med strankami. Ne. Tukaj sem zdaj vzela temo revščine in brezposelnosti, ki sem prej rekla, da jo je potrebno gledati skupaj z procesi rasizacije. Glede na strankarsko družino, tukaj smo stranke združili, glede na to, kateri politični stranki v Evropskem parlamentu pripadajo, ne imamo od zelenih, neodvisnih, liberalnih. Tukaj je ja in tukaj je ne. Se pravi, tiste stranke v smislu prepoznavajo revščino in nezaposlenost kot problem in se s tem na spletnih straneh ukvarjajo. Ne? Vidiš, da jih ta tema preokupira. Ne? Tukaj vidimo del strank, ki se umešča med liberalce, velik del zelenih, vidimo Združeno levico in vidimo socialiste. Če pogledamo odstotke, se ti odstotki pri teh strankah gibljajo med 75 do 85, je torej v teh strankarskih družinah, ki prepoznavajo to ekonomsko situacijo kot problematično. Ne. Na drugi strani imamo pa Evropsko ljudsko stranko, ki pa jasno pokaže se, da zgolj ta pas je, 33 odstotkov v primerjavi s prejšnjimi od 75 do 85, te stranke nekako problematizira in to lahko pojasnimo s tistim meritokratskim načelom, ki ga danes desnica zagovarja. Kult vodje, bom šla hitro čez. Tukaj smo gledali, kako te spletne strani, nekakšna njihova vizualna podoba na točki, kako nekako zasledujejo to ideologijo voditelja, kult voditelja, kot da iz nje nekako sklepaš na to hierarhično strukturo, ki vlada v teh strankah. Skoraj 20 odstotkov vzorca, to prepoznavamo v skoraj 20 odstotkih vzorca, med temi ugotavljamo, da je od 57% gre za desne in 30% za leve stranke. Se pravi, tudi pri levih strankah vidiš ta premik k personifikaciji voditelja in tako naprej. Tako da ta populistična strategija, bi rekla, je lastna strankam celotnega spektra, razlike pa obstajajo. In še zadnja stvar, gledali smo prisotnost nacionalne simbolike, nacionalnega simbolizma, tudi kot enega indikatorja nacionalistične, tudi k rasizmu usmerjene politike na spletni strani. In tukaj se recimo pokaže, da smo gledali pri strankah, ki se umeščajo v komunistično vrednostno orientacijo, pa ekologijo, da imamo tukaj od 7 do 13 odstotkov strank, ki zelo manjšina v bistvu strank, ki objavlja neko nacionalno, tudi nacionalistično simboliko in z njo nekako promovira spletne strani. In spet se tukaj pokaže diskrepanca med to stranko, ekološko usmerjeno in pa strankam, ki zasledujejo nacionalistično ideologijo, ki v veliki meri ne objavljajo nacionalno simboliko. Tukaj je od zastav do malikovanja, grbov, nacionalnih valut, tako zelo različno. In z tega smo delali smo tudi analizo vsebine bolj natančno, ampak jaz se bom zdaj na tej točki ustavila, ker mislim, da sem bila že predolga. Tako da hvala.